Lep pozdrav še za zaključek v mojem imenu. Mi pa podobno kot v Šaleški dolini poskušamo vsega pomalem početno, pa bom poskušal malo skozi slikce sam pokazati, na kjer vse področjih se majčkeno trudimo. Zdaj nek nam rata, nek nam ne. Imamo svoje malo prodajne enote, niti ni pomembno, kje so, ampak mi se z veseljem pohvalimo s tem, da imamo svoje. Lih niso najboljše, niso najlepše, malih prenavljamo, so pa naše. In bojo naše tudi ostale v tem smislu, da sami nadzorujemo, kva kupimo, pa kva prodamo, kar je počas tudi malo težje. Takole izgledajo klasične zadružne trgovine, malih prenavljamo, malo drugače postavljamo, kakor nam pač uspe. Skratka, poskušamo celoten ta segment, mlečni, mesni, pa domači kotiček dati noter, no in takole izgleda recimo en tak domači kotiček, tle noter ni nič drugega, kot to, kot pač kmetje delajo. Kmetje so pač doma delali, bolj kot ne dopolnilna dejavnost, pa smo rekli, ok, zdaj, če že nekaj imate, dajmo poskušati prodati. Na začetku smo se malo čuden gledali, ker ne 2-3 so bili, pa drugih ni bilo, pa bi čakali, pa tako naprej. No, zdaj smo prišli tako daleč, da pravzaprav je ponudba že večja, kot uspemo mi pravzaprav spraviti v naše kotičke. Zato jih pa pospešeno širimo. No, to sem dal vmes, to je zato, ker tudi sami Orenk nismo poznali, kakšne malo prodajne enote imamo, pa potem malo naredimo organizacijsko oglede in upravnega in nadzornega odbora pa zaposlenih. Okrog domačega kotička, se pravi, sem že povedal, predvsem zato, ker je bilo tudi kar nekaj vprašanj od strani drugih zadrug. Tle ni bilo pravzaprav neke velike znanosti, bolj o tem, kako preživeti. Na trgu pač pri trgovini relativno težko, marže se znižujejo, če imamo svoje še toliko slabi, pa smo pa imeli dve variante, ali zapeljati zadevo malo drugače, ali pa trgovine zapreti. Kmetje niso najbolj navdušeni, da bi jih zapirali, pomeni, da jih moramo pa pozitivno poslovati in smo še enkrat pravim s temi domačimi kotički naredili to, da pravzaprav se nam je promet zdaj že 4. leto v živilskih trgovinah dvignil vsak let za tam 10-12%. Pa to ne pomeni, da v domačih kotičkih toliko prodamo, ampak pomeni, da je pač to neka zgodba, kjer pravzaprav finančno se sploh ne splača, ker delamo s tako maržo, da je za trgovino zelo malo, ker pomeni z 10%, ampak to zato, da ima kmet doma isto ceno kot mi v trgovini, ampak prodamo pa vseh ostalih stvari več. To mogoče na hitrco. Loška mlekarna, no to smo malo prenovali, malo drugače, sicer najstarejša mlekarna, pa se je nažalost včasih tudi pozna, da je najstarejša, ker smo malo zasparpali embalaži, sicer imamo pa dobre izdelke, to zato, da tisti, ki nas mogoče še ne poznate, so se spomnili, pa malo smo tudi embalaža zdaj že prenovili. Če smo imeli domači kotiček, pa mlek, pa potem tudi v nadaljevanju loške mesnine z mesom, jaz smo rekli, zdaj klobasa nam še manjka, pa imamo pa skoraj vse, pa smo okrog malo po Sloveniji iskali, kje bi pa zdaj imeli pametno proizvodno, no in na srečo se je pa pokazali, da v Bohinju je ena proizvodna, kjer imajo dobro tradicijo, jaz celo pravim, da tam se je v razvoju ustavil, in zdaj vsi ostali mesarji so zelo galopirali z razvojem, Bohinjci so se pa malo ustavili. No in zdaj na srečo so lih v zgodovini spet ta prvi, pred vsemi ostalimi, ker gre vse nazaj na klasiko, oni so pa še kar v klasiki. Smo mi zdaj še kar v klasiki, ker smo gor pač firmo kupili, sanirali in nekako zrihtali in gor zdaj peljemo klasično proizvodno, celo bohinjsko, to, kar pač izkozi je klobasa, salama in tako naprej. Peljemo 100% goveji program, goveji izdelke, salama goveja 100% in klobasa in suđuk in suha govedna. Zdaj pripravljamo nov program, ki bo dvoječinski, to bo na policah čez 3 mesece, zdaj testno ga že malo poskušamo, pa še ni čisto tako, kot bi ga želeli. Tako da nekako se pač malo trudimo, takole pa zgleda v Bohinju, zdaj to smo pokazali tista star del, nekje pa tudi novega, ker smo letos v Bohinj vložili, pravzaprav v lanskem letu $500 000, da smo vse skupaj postavili tako, kot je treba. To, kot je bilo že pred mano povedano, brez neke pametne reklame ne gre. Na loške mesnine sem pa dal gor bolj samo zato, ker pravzaprav v letu 2003, 2004, 2005, 2006 in prej je bila to klanca, ko smo se skregali z našim največjim partnerjem, MDK pa Kras skregali pa rašli, so nas nekateri že malo pošiljali v stečaj, pa smo tako po gorenjski trmi rekli, tako hitro to na šlo. Smo pa zapeljali zadevo tako, izključno slovenska govedina, načeloma je bila mišljena samo gorenjska, pa jo je premalo. Pomeni, da je izključno slovenska govedina, to je ena stvar, kar smo rekli, tukaj bližnjic namo iskali, druga stvar, kupujemo samo od zadrug, od nikogar drugega in pa tretja stvar, poskušamo se držati 30-dnevnega plačilnega roka. Ni enostavno, zato ker nam trgovci plačujejo na 100-110 dni, mi pa v bistvu so živino na 30 dni, predvsem ni enostavno, zato ker imamo malo prehitro rast, ampak zaenkrat nekako držimo tempo, to je bolj tako malo PR-a zraven, kaj vse delamo, no zraven imamo tudi svoje mesnice in smo te kotičke, smo odprli 7 mesnic zdaj v letu pa pol in v te mesnice postavili tudi noter svoje kotičke, ampak še enkrat pravim, tle v bistvu ni neke velike znanosti, velik kmečka logika, tam, kar pač nekaj lokalno imaš, poskušati kot kupiti pa prodati,
pa predvsem se izogibamo velikih trgovskih centrov. Mi smo dobavitelji velikim trgovcem, ne? Ampak na drugi strani pa Mesnice delamo bolj tako, bom rekel, lokalno, ne? Malo slikc. Mogoče to sem dal namenoma gor, zmeri se kregamo, saj na Gorenskem, ne, kva bi zdaj preh. Kmetje bi sadili, če bi mi kupili, če bi kmetje kaj posadili, ne. Pa ste rekli, ok, zdaj, če ne moramo zmeniti, pa dajmo prevzeti eno menzo, to je en obrat družbene prehrane na Jesenicah, ne, prilika je prišla, če ne drugamo, saj tisto, kar bomo korena, pa zelenave, vsale, pa krompirja, pa še kaj pokupili, lahko, če ne drugega skozi izdelke prodali. To zdaj delamo 7 mesecev, zdaj po črto ne preveč navdušenja kazati, imamo še minus, ne. Ampak nič za to, saj začeli smo, delamo, minus imamo pa zelo enostavno zaradi tega, ker smo hoteli, da je kvalitetni izdelek pri delavcih, če temu rečemo, ne. Težko je sestaviti kvalitetni izdelek za 4 evre. Po pravici povedano, seveda so na drugi strani bližnjice, a ne, kupiš zelo poceni klobaso ali pa karkoli že, ne, ali pa zelenavo uvoziš, ne, ampak mi smo rekli, pač bližnjic samo iskali, trenutno nas to še malo košta, ampak računam, da se bo vsem zadeva pokazala kot pozitivno, če ne drugače. Zdaj ponovno smo prevzeli tudi v enoti Triglav, v zavarovalnici, kar pomeni, da saj imidž smo dobili, da smo kvalitetni ponudniki. To je mogoče malo PR-a, spet okoli se pojavljamo na različnih koncih. To niti ne. Mogoče samo to, no, okrog teh paketov zmeraj rad povem zgodbo. Pred 3 leti, tako kot je bilo že pred mano povedano, so sodelavci rekli, pa dobro, se če imamo sir pa klobaso, dajmo mi pač narediti neka poslovna darila, bo nekaj probali, ne. Pa smo računali, da jih bomo prodali 100, 150, ker smo se toliko spomnili novembra, prepozno, ne. Prvo leto smo jih prodali 700. Kako smo to delali, bolj da ne veste, ne. Povsod smo to pakirali na vseh koncih, kjer je bilo možno. No, leto smo se že odločili tako pozadružno, malo bolj sistematično, ampak še vsem lansko leto, ne, še vsem tako, bom rekel, bolj pozadružništvo, računali smo na 1000, pa smo jih prodali 4000, ne, tako da drugih let upam, da bomo na teh številki ostali, ampak hočem bolj za to reči, da dejansko se lokalno da tržati, če pač, ne, malo mogoče se stvari pokrijejo. Loška zadruga pa bolj za to kartico smo upeljali, ker imamo iste težave, zdaj, ko smo zadružniki na kupu, ne, iste težave kot vsi direktori, imam tudi jaz, ne. Zadružniki bi najraje nam vse prodali, potem bi pa za to dobili denar, pa bi pa s tistim denarjem šli povsod okrog, ne, če je le možno k sosed, ker, ne, malo tudi to je resnica, nažalost, ne. Pa smo rekli, ok, dajmo pa poskušati malo zadružno kartico, pa darilnimi boni, pa tako naprej. Pa moram reči, da smo ponosni predvsem na to, da se zadružniki vračajo, ne samo, da nam prodajajo mlek, pa meso, pa les, tok ali tok, ne, ampak da se vračajo tudi v naše malno prodajne trgovine. Tako da to je. No, mogoče pa za zaključek, da res nam predolg, tudi mi smo imeli srečo, ali pa generacije pred nami so imeli srečo, da so bile kar nekaj zadružnih domov, pa smo se malo kregali, kva bi z njimi naredili, pa smo rekli, zdaj kafiče namo, ker to že delajo tok ali tok vsi, pa ne vem, kako bojo. Pa smo jo začeli malo prenavljati, malo enega tako, drugega tako, no tegale, ki je bil zelo slab, smo pa na koncu naredili noter vrtec, pa ne, da mi otroke merkamo, ampak dali smo ga v najem, če ne drugega imamo na dolgi rok stabilnega najemnika, pa smo naredili frizerski salon, no to malo slik se kažemo, in pa zdaj na koncu smo tudi knjižnico naredili, to je bil pač en zadružni dom star, ki je bil nemaš ta nema od zgoraj, zdaj na koncu pa zgleda takole knjižnica. Za zaključek, tudi mi imamo precej težav z davkom na nepremičnine, predvsem pa precej težav, ker smo, bom rekel, imeli to bazo nepremičnin zelo tako v slabem stanju. Ne, vsak si malo spomnil, kaj imamo, no in na srečo pri sodobni tehnologiji nam je uspel en svoj program sestaviti pravzaprav z zunanjimi partnerji, kjer smo zdaj združili, če temu rečemo Google Street View, ne, na eni strani, da lahko gledamo, na drugi strani vso bazo iz zemljiške knjige, na tretji strani pa GURS, in osnovni namen je, da damo državi čim manj. Upam, da ne boste zamerali, ampak tako pač je in to je tudi zaključek za mene.